Lep pozdrav, moje ime je Adi Omerovič, dobrodošli v finančnem podcastu. Kako izboljšati finančno stanje posameznika in finančno stanje države? O tem z današnjim gostom, predsednikom uprave NLB, Blažem Brodnjakom. Lep pozdrav, dobrodošel, Blaž. Zdrav. Uvodoma, morda neka predstavitev, zagotovo te mnogi poznajo, si oseba, ki se rad izpostaviš tudi v javnosti, imaš zelo zanimive poglede, izjave, si zelo ambiciozen, mnogi ti sledijo. Z bančništvom si se pa že pred več kot 20 leti začel ukvarjati, ne? Ja, skoraj 25 je. V Avstriji nekaj časa, od 2012 na NLB-ju, če sem se prav zapomnil. Morda še kakšno besedo o sebi, tako čisto uvodoma, da te malo spoznamo. Blaž Stuja, ki sledi trem principom. Prvi je zdrava kmečka pamet, drugi je olimpijska ambicija, tretji pa strast. In s tem se dosegajo dobri rezultati. Danes bova govorila o tem, kako izboljšati finančno stanje posameznika in tudi države, ne? Pa bi morda uvodoma začela najprej s tem, če dava statistiko na stran. Kakšno je po tvojem mnenju tisto realno finančna pismenost posameznika v Sloveniji? Kje smo realno? Od 1 do 10 morda, če tako izpostavim. Verjetno 4. Mi smo izjemno konzervativni, kar seveda ni nujno slabo. Vlagamo svoje prihranke večinoma še vedno v bančnih vlogah in v nepremičninah. Seveda, ko se pa najdejo kakšne piramidne igre, kjer smo med najpodjetnejšimi na svetu. Ja. Ko se pojavijo razni poskusi, ki na koncu seveda mejijo na prevare ali pa so prevare, se pa tudi najde vedno nekaj tisoč Slovenk in Slovencev, ki se zelo intenzivno podajo v to. Ja. Tako da poprečen Slovenec je pa, oziroma Slovenka je pa seveda izrazito konzervativna oseba. In mi smo recimo z našimi NLB skladi že na trgu 22 let, z enimi skladi. In jih smo recimo prepričali šele 10% naših strank, da so to lahko primerna alternativa, da en del premoženja usmerite recimo v to. In je v teh produktih v Sloveniji krepko manj denarja, kot ga je v klasičnih bančnih vlogah. Tako da je to seveda odstopa bistveno od razvitih gospodarstv, ki so imele možnost se s tem seveda ukvarjati že dolgo časa. Mi imamo izrazito podrazvit kapitalski trg, tudi temu lahko pripišemo delno, to, da je ta konzervativnost tako močno zastopana še vedno. Kakorkoli, če pogledava, slovenska podjetja se ne zadolžujejo preko trga kapitala načeloma. Redka so, ki izdajo kakšne komercialne zapise ali obveznice. Še bolj redka pa so taka, ki bi izdala kapital na Ljubljanski borzi. Saj imamo v zadnjih 10-15 letih samo 2 primera, pri čemer je šlo pri enem samo za preoblikovanje lastništva, ker je Republika Slovenija svoje delnice, ki jih je že imela NLB-u, dala na trg, ni izdala novih za napajanje razvoja družbe. In pa fanti iz Equinoxa, ki so naredili prvo javno delniško ponudbo. In to je bilo to. Se pravi, mi nimamo razvitega kapitalskega trga v smislu, da bi Slovenke in Slovenci videli nacionalne šampione, kako dobre rezultate dosegajo in s tem seveda sodelovali v tovrstnih izdajah. Zdaj seveda nekateri razumejo, da imajo slovenska podjetja visoke dividendne donose, taki kotirajo na Ljubljanski borzi. Če pogledate prvo kotacijo, so v glavnem povprečju prisotni zelo visoki dividendni donosi in to skozi daljše časovno obdobje. Pa tudi to recimo v obdobju negativnih obrestnih mer in ničelnih obrestnih mer na bankah recimo ni pritegnilo interesa, večjega interesa Slovenk in Slovencev, kar pomeni, da smo res izrazito konzervativni in to jaz povezujem tudi s pismenostjo finančno. Ali razumemo, da obstajajo seveda alternativne finančne oblike, ki seveda skozi daljše časovno obdobje lahko prinašajo bistveno pomembnejše pozitivnejše učinke od bančnih vlog, so tudi likvidne, so pa seveda nekoliko bolj tvegane. Ta anomalija, da imamo skoraj 30 milijard na bančnih računih, vidiš to kot anomalijo neko? Zakaj pravzaprav izhaja? Imamo nerazumevanje do financ, do investiranja? Kaj se nam je zgodilo? Kje smo se zataknili? Dobro, jaz mislim, da je generalno v Sloveniji prisotno v javnem diskurzu nek slabšalen prizvok okrog kapitala. Tu je velik izziv. Sploh se tudi, ko vidimo, da imamo kakšno obdobje malo drugačnih ideoloških skrajnosti, pa sploh, govori se slabšalno o podjetništvu, o gospodarstvenikih, o menedžerjih, o poslu generalno sploh. O delnicah nasploh in celo od obveznicah. O kapitalu, kar naenkrat se spet v nek prvi plan pripeljejo teze o neoliberalnem kapitalističnem izkoriščanju, o kapitalizmu, ki pač ni primerna družbena ureditev in tako naprej. In seveda naložbe v kapitalskem trgu so pa povezane z kapitalskim ustrojem tržnega gospodarstva, zato ker enostavno sloni na tem kapitalu.
Se mi zdi seveda to povezano tudi malo na kak način to umestimo strani ključnih družbenih podsistemov, vključno z vladami, vsakokratnimi ministrstvi, relevantnimi in tako naprej, da govorimo o razvoju kapitalskega trga s pozitivno konotacijo, da je uspeh nekaj dobrega, da je uspeti kot podjetnik tudi tako želeno, kot je uspeti kot športnik. Mi brez težav privoščimo, da bo Dončić podpisal najvišjo pogodbo v zgodovini NBA lige. In na leto 70 milijonov ali koliko že pač. Zdaj, da bi pa kak podjetnik uspel z milijonom, tu pa je zdaj že kar naenkrat je tajkun, je ropar, je ne vem koga že okradel, da mu je tako uspelo, čeravno je seveda tekmoval na globalnem trgu in morda začel z garaže, za neko redko idejo in je danes prestižen, recimo del vsakega motocikla, recimo, da nisem konkretnejši. Sploh, ko pa pride do bank, potem je pa sploh Viking Krik. Sploh z NLB-jem smo imeli v preteklosti in tista dokapitalizacija. V bistvu me zanima po letu 2018, ko je NLB začela z novo zgodbo, še vedno se ta stara prtljaga izpostavlja in verjetno si tudi ti to zasledil. Mi smo seveda bili deležni tega ves čas. Jaz sem se pridružil banki decembra 2012 v bistvu v sanacijski ekipi. Vlekla se je ta sanacija že leta 2008 od začetka finančne krize. Banka je imela 5 let zapored visoke izgube in je bilo treba seveda presekati s temi izgubami in končno narediti preobrat. Zdaj ljudje nujno ne razumejo, kako bančništvo funkcionira. Bančništvo sloni na kapitalu. Če nimaš kapitala, ne moreš posojati denarja. Za vsak evro posojila, ki ga banka podeli, mora imeti toliko centov kapitala. Če banka ustvarja izgube, ta kapital izginja. Se pravi, ima manjši potencial za podeljevanje posojil in je primorana početi dvoje. Bodi si prositi za kapital in ga dobiti in s tem seveda ohraniti potencial za ohranjanje posojilne aktivnosti, bodi si pa zmanjšati posojilno aktivnost. In ker se je zamujalo z dokapitalizacijami bank v obdobju 2008 do 2012, so banke bile primorane dejansko delovati še bolj negativno v smislu ekonomskega cikla, ker so morale vleči denar nazaj, zmanjšati posojilno aktivnost, da so lahko to uparile s vse bolj padajočim kapitalom. In s tem so seveda tisti, ki so lahko vračali posojila, ta posojila vračali, tisti, ki so jih ravno še glih na meji, lahko so jih tudi morali vračati in so s tem postali slabši, tisti, ki pa niso mogli, pa itak niso mogli. In so bile zadeve banke v slabšem položaju in gospodarstvo v slabšem položaju. Zdaj, mi živimo v bankocentričnem gospodarskem modelu. Ravno prej smo govorili, da kapitalskega trga praktično nimamo. Da se družbe, slovenska podjetja ne zadolžujejo na kapitalskem trgu, ne dostopajo do kapitala na kapitalskem trgu preko izdaje delnic ali drugih finančnih inštrumentov. Kar pomeni, da so odvisne praktično od bančnega financiranja. In zdaj, če so banke v težavah, zato ker so seveda tudi njihove stranke v težavah, je treba ta gordijski vozel razvezati na nek način. In takrat se je zamudilo, leta 2008-2009 se je bistveno zamudilo za sanacijo bank. Takrat bi bilo potrebno bistveno manj kapitala, takrat bi bilo potrebno seveda takoj zagotoviti bankam kapital, da bi lahko ohranili normalno poslovno sposobnost. Ker se to ni zgodilo in se je zgodilo še leta 2013 praktično, v dovolj občutnem obsegu, smo imeli 5 let izgubljenih za slovensko gospodarstvo. Ker slovensko gospodarstvo ni imelo dostopa dovolj niti do obratnega kapitala, kaj šele investicijskega potencijala iz bančnega sistema. Okay. In zdaj, seveda, do teh kriz je prihajalo v bankocentričnih gospodarstvih, ne samo v Sloveniji, ampak sicer v zgodovini kar nekajkrat. Imeli smo razpad Jugoslavije, kjer je bila potrebna sanacija tudi takratne Ljubljanske banke, zato ker je praktično, ker je slovensko gospodarstvo odpadlo 80% trga in smo potrebovali 5 let, da smo se preusmerili na trge Evropske unije. In tudi takrat je bilo treba banko sanirati, zato ker so seveda njene stranke zašle v težave. Zdaj, lahko se vsi sprašujemo, zakaj so stranke NLB zašle v težave leta 2008. Je to posledica neposrečene privatizacije, to posledica podeljevanja posojil brez upoštevanja kriterijev, da je edini porok za poplačilo posojila denarni tok, ne zavarovanje, s katerim bi naj to posojilo bilo pokrito. In potem seveda pride do težav in so različne vrste premoženj nelikvidne. Če se spomnimo, recimo v Celovških dvorih nisi mogel prodati, stečajni upravitelj ni mogel leta 2013 v Celovških dvorih prodati stanovanje za 1000 evrov. Ni bilo kupcev. Ljudje so špekulirali, da bo cene še padale. Čez 5 let, isto stanovanje, v slabšem stanju, 36 vrst kupcev v vrsti, cena 3600 evrov za kvadratni meter. Psihologija množic funkcionira. Ljudje pričakujejo, cene bodo še padale, itak je kriza, zdaj ne bom kupoval. In se umaknejo z trga. Potem pa seveda čredni nagon spet, cene začnejo hitro rasti in potem pa, da ne bom zamudil vlaka. In potem pa kar naenkrat se pa vsi zgrnemo okrog ene naložbe in zgradimo vrednost zelo visoko na hitro. To so zanimive stvari. Bom samo na kratko ponovil.
bankocentričnem gospodarstvu so banke ključni subjekt, ki zagotavlja likvidnost za financiranje obratnega kapitala in produktivne naložbe. Ni veliko drugih virov. Ne? A je pomembno, da imamo sistemsko banko? NLB je bila sistemska banka. Je še, ne? Ampak takrat je imela večji vpliv država noter, oziroma večji delež je imela država noter kot danes. Ne, to je bolj pomembno v smislu korporativnega upravljanja. Ne? Če bi seveda, jaz vedno več čas govorim, da bi vse velike sisteme in vse družbene podsisteme pač morali voditi ljudje, ki so vešči tega. Ne? Slovenske poezije in zgodovine izhaja, da v čevljih ne sodijo kopitarji, ne? Če sem malo metaforičen. Ne? Se pravi, če družbe vodijo ljudje, ki so karierni v tisti panogi, potem je relativno manj možnosti za to vrste napake. Če družbe vodijo ljudje, ki so bili kadrovani na podlagi strankarskih list ali pa kakih drugih oblik pripadnosti, ne, je pa seveda veliko več možnosti za kakšne klientelistične odločitve. Ne. In zdaj ne bom konkretnejši od tega, ker se o tem govorilo dolgo. Ne. Kdo je odgovoren za slovensko krizo, zakaj do nje prišlo, kakšna oblika privatizacije je bila izvedena, kdaj je bila izvedena, zakaj v celoti na kredit in tako naprej. Ampak če se držiš higienikov bančne obrti, ne, in to sem prej nakazal posredno, da se seveda posojilo podeli na podlagi pričakovanega in dovolj predvidljivega denarnega toka, ki izhaja iz poslovnega modela, ne pa na podlagi pričakovane vrednosti zavarovanj. Bodi si nepremičnine, kaj ti pomaga en tovarniški kompleks v Beli krajini, pa brez da bi zdaj bili užaljeni seveda moji Belokranjci, ki ima zelo omejeno alternativno uporabno možnost. Kaj ti pomaga prodajati fabriko z starimi stroji, če ne dobiš kupca za to, in s tem ne boš poplačal posojila. Ti želiš seveda posoditi denar nekomu, za katerega si precej trdno prepričan, da ti bo to lahko vrnil iz svoje dejavnosti, iz denarnega toka. Zato seveda tudi vi kot fizična oseba ne morete izkazati, da imate redne prejemke. Ne morete dobiti stanovanjskega posojila na 20 let, če obstaja verjetnost, da že naslednji mesec boste brez prejemkov. Vse to je popolnoma preprosta logika. Prejemki so osnova, prihodki, denarni tok, seveda v končni fazi, je osnova. In če se držimo teh higienikov, potem je bančništvo lahko dober posel. Sicer pa, da ponazorim, imate teoretično zdaj, recimo, nedavno nazaj so bile res tako nizke obrestne mere, 100 posojil po 1 odstotek obrestno mero. 100 posojil podeljenih. Banka ima seveda svoje stroške, banka ima stroške za likvidnost na drugi strani, depozite, in banka ta denar posodi. O tem presojajo ljudje. Pa tudi, če model je, nekdo mora vložiti denar v te modele. Se pravi, imaš tek strošek procesa, strošek obdelave posla. Strošek vira, se pravi 100 enot se mora dobiti na trgu, ne smeš plačati negativnih obresti, razen nad 100 000 evrov je zelo kratko obdobje temu tako, ampak do 100 000 evrov, kar pomeni, da 99% Slovencev ni bilo niti slučajno prisedetih, si plačal nič, recimo teoretično, nič ena, in podelil posojilo po 1 odstotek. Pri 100 posojilih, če je eno izpadlo in je bilo recimo nezavarovano, potrošniška posojila so nezavarovana, si že ne samo v zaslužek, si že praktično izgubi, ker imaš stroške procesa, vir si pa moral plačati. Če 2 izgubiš, že potrebuješ kapital. Se pravi, bančništvo je precej sofisticirana profesija, ljudje jo podcenjujejo. Ne smeš si privoščiti 2 napak v 100 primerih. Zelo tvegano. Ja, zato pa moraš seveda presojati z hladno glavo in mirno roko, ko podeljuješ posojila. Zato se potem ljudje sprašuje, zakaj pa jaz ne dobim posojila. Ne vem, pogleda strukturno, zakaj ne dobiš posojila. Trdim, da tisti, ki imajo seveda dovolj verodostojno presojen denarni tok, dovolj predvidljiv, zanesljiv, da lahko je banka seveda v dobri veri pričakuje, da bo posojilo plačano, imajo na mizi 10 ponudb, 10 bank. Tam, kjer so zadeve mejne, morda 2, tam, kjer pa seveda niso izpolnjeni osnovne predpostavke, da lahko se pričakuje poplačilo posojila, pa danes pod bančnih ponudb ni več. Takrat pa so morebiti bile, ker se je pričakovalo, da se bodo na podlagi vrednostnih papirjev, ki so zastavljali za zavarovanje, pa so potem zgrmeli na 20% vrednosti, ali še manj. In zaradi teh pritiskov v bistvu se ta tveganje toliko povečuje in nastane lahko... In potem seveda so bile banke potrebne sanacije. In so s tem dele samodejno na nek način stigmatizirane, označene kot zlo. Še posebej v tem kontekstu tudi Nova Ljubljanska banka, ki je bila pač največja banka. In relativno gledano ni bila slabša. Saj so tudi druge banke imele velikih težav. Praktično vse državni lasti, pa še neke manjši, ki so bile zasebne lasti, pa jih potem država mora reševati ali pa likvidirati, preko nacionalizacije celo. Ampak seveda ni bilo praktično izpuščene priložnosti, da bi ob vsaki slabi novici v tej državi zaplapolale zastave NLB, če tudi to ni imelo nič z banko, pa nič z bančništvom.
Ne? Se pravi, si bil neke vrste dežurni krivec za vse, kar je šlo v državi narobe, kar je bilo na nek način krivično. Ne? Rečeno, jaz sem prihajal 2012 šele kot senator, ko je bilo že 5 let izgub, ko je bilo že itak banka povsem očrnjena. Pogorišče v bistvu. Praktično pogorišče. No. Banka je bila brez poslovne sposobnosti, realno, brez dovolj kapitala. Ni mogla normalno sploh funkcionirati. Ne. Potem so nas pa preiskovali 17 institucij, vključno s računskim sodiščem, kar je zelo neobičajno za zasebno družbo, ki je bila takrat, ne, oziroma za banko, da je računsko sodišče pregledalo. In je bilo eno zelo stresno obdobje. Ampak potem do 2015 smo zagnali mašinerijo na nek način, mi smo praktično 2/3 vseh večjih primerov prestrukturiranja velikih slovenskih gospodarskih sistemov kot agenti vodili. Jaz sem se selil praktično 2 leti s mojim kolegom Andrejem iz uprave iz upniškega odbora na upniški odbor. Nisva skoraj nič drugega delali kot to. Od leta 2015 naprej so se postavili neki normalni mehanizmi, slovenske družbe so zadihale, ker so banke ponovno začele zagotavljati likvidnost. Ne? In do leta 2018 so se spostavili neke razmere, da je slovensko gospodarstvo spet začelo lahko normalno rasti, ne? In potem seveda tudi po tem pandemičnem obdobju dejansko začeti koristiti to gospodarstvo, geografsko lego, ki jo imamo, ker se seveda po koroni in po sueškem incidentu z ladjo in tako naprej pomemben del nabavne verige srednjeevropskega industrijskega bazena začel seliti nazaj v Evropo. Pomemben del, 10, pa če tu samo 10%, ja, smo mi toliko majhni, da je pri teh 10% lahko najdemo zelo veliko kruha zase in to se je dogajalo. Zato je Slovenija v tistem obdobju rasla zelo hitro. Ne. Takoj po pandemiji hiter odboj in hitra nadomestitev tistega izpada. Ne. Zdaj pa seveda smo pa prišli v novo obdobje, ko pa so seveda cene energentov zelo pomembne in tu seveda Nemčija svojo zgodovinsko strateško napako. Ne, v smislu odvisnosti od virov in kako način strukturirati energetsko bilanco. Ne. Privedla tudi seveda ostala gospodarstva, ki so močno satelitsko povezana z njo, ne, dobaviteljsko povezana z njo v zahteven položaj. In seveda mi za nekonkurenčni v globalnem kontekstu, ko gre za cene energije v primerjavi z ameriškimi podjetji in kitajskimi podjetji. Ne. Po drugi strani se pa tudi premalo ukvarjamo s konkurenčnostjo generalno, zato ker seveda, ne vem, namesto da bi zmanjševali obdavčitev prejemkov in s tem pritegnili inženirske kadre sem, ne, da bomo lahko proizvajali izdelke z višjo dodano vrednostjo. To lahko počnemo izključno z znanjem. Ti ne moreš tekmovati z izdelkom Made in Austria ali pa Made in Switzerland, ne, če ni pri isti ceni višja kakovost. Ne. Ali pa ne, drugače, ne moreš ti pri isti kakovosti ti ne moreš tekmovati z isto ceno. Moraš biti nič, moraš biti cenejši. Moraš biti kakovostni, če želiš dvigati lestvico dodane vrednosti. In kdo bo to razvil? To lahko razvijajo inženirski kadri, to lahko razvijajo seveda najsposobnejši ljudje. V Sloveniji jih moramo te talente zadržati, ki jih izobrazimo in seveda od zunaj pripeljati dodatne, da bomo lahko zapirali ta. Ne, in spodbujati, ne, zdaj, da jih bo če dalje več. In tle je tudi ključna vloga bank. Ne. Še to, da se vrnem nazaj, 200 let pravzaprav, tudi NLB je naredila muzej bančništva, ne, oziroma je pokrovitelj bančništva. 200 let imamo že bančništvo. 204, točno od 1820 naprej. Ne. Po 200 letih dobrih smo zdaj v najboljšem obdobju bančništva. Ne vem, tako da imamo največje ambicije, da imamo največje možnosti tudi za uspeh širše izven Slovenije. Torej, specifično to velja zagotovo za NLB, ja, ki je konkretno na nek način nosilka te 204-letne tradicije. 1820 je dejansko bila v Ljubljani ustanovljena prva hranilnica na slovenskih tleh. Takratna Laibacher Sparkasse, ljubljanska hranilnica, ki se je kasneje preimenovala v Kranjsko hranilnico, Kranjne Sparkasse, in je bila 60 let edina hranilnica na slovenskih tleh. Potem so pa sledile v Mariboru in drugje, na Štajerskem 3 in potem še po Sloveniji. In je bila šele druga na ozemlju celotne Habsburške monarhije. Se pravi, mi smo 600 let živeli pod okriljem Habsburške monarhije in smo v Ljubljani dobili drugo hranilnico za Die Erste na Dunaju, ki je bila ustanovljena samo leto prej. Se pravi, 1819 je bila ustanovljena Die Erste, še danes na Grabnem središču Dunaja, ne. V Ljubljani pa že leta 1820. Ne v Bratislavi, ne v Pragi, ne v Budimpešti. To govori, ne, da je bila finančno središče je bila Ljubljana. Dežela Kranjska takrat izjemno pomembna v Habsburški monarhiji. Je bilo veliko češkega kapitala, nemškega kapitala, avstrijskega kapitala. Ne, in v tem smislu seveda se je potem začel resen razvoj. In mestna hranilnica ljubljanska je potem v začetku 20. stoletja ne, dejansko prevzela kranjsko hranilnico takratno. Lani smo položili predsednik državnega zbora spominsko ploščo ob Slovenskem državnem zboru. Kranjska hranilnica namreč imela tam sedež. Ne. In hranilnice in banke so skozi teh 200 let imele izjemno pomembno vlogo, še posebej v prvih 100 letih. Ne. Če pogledate ključne objekte, narodne domove, sedež univerze v Mariboru, tam je bil sedež, to je dejansko stavba mestne hranilnice Maribor. Ne. Najbolj eminentna zgradba v Mariboru je bila dejansko mestna hranilnica.
In če obiščete muzej bančništva, ki so ga zavestno uredili, ker to jaz povezujem seveda tudi z nacionalno zavestjo, z neko pripadnostjo, kljub vsemu je denar menjalno sredstvo in NLB v tem trenutku upravlja 70% slovenske gotovine, 40% vseh korporativnih plačil, 37% vseh vpoglednih vlog prebivalstva na računih, kar pomeni, da več kot vsak tretji evro Slovencev je na računih Nove Ljubljanske banke. Se pravi, je to sistemska vloga, absolutno sistemska vloga. In smo nosilka te tradicije in se nam je zdelo primerno, da na te 200 let gledamo z nekim ponosom. Tako da vse vabim ta muzej, to ni muzej Nove Ljubljanske banke, ampak muzej slovenske zgodovine. Realno. Imeli smo 5 držav in 7 valut. In vse je tam lepo razstavljeno, kako smo se skozi ta obdobja se gibali. Govori seveda o 5000 letih zgodovine, posojanja denarja in Hammurabi je zapisal v 17. stoletja pred našim štetjem in tako naprej. Ampak dejansko, ja, danes je NLB kot nosilka te tradicije v izjemno dobri kondiciji. Seveda se je po letu 2000, najprej po razpadu Jugoslavije, seveda morala posloviti iz vseh republik nekdanje Jugoslavije. Nekoč je bila druga največja banka v Jugoslaviji, Ljubljanska banka za Jugobanko, ampak je bila pri podpori mednarodnih trgovinskih blagovnih tokov pa verjetno celo najpomembnejša. Imela predstavništvo v vseh velikih finančnih centrih po svetu in seveda po vsej Jugoslaviji nekdanje. To je seveda povsem odpadlo in se osredotočila izključno potem na Slovenijo v obdobju do leta 1994, ko je seveda bila z ustavnim zakonom ustanovljena Nova Ljubljanska banka. Ustavni zakon Republike Slovenije, s čimer seveda so bile sprege s preteklostjo z državami izven Slovenije prekinjena povsem, je pa prevzela premoženje Ljubljanske banke v Sloveniji. In od takrat naprej se je seveda izvajala sanacija, tam nekje do leta 2000, ko je bila banka ponovno dovolj na trdnih nogah, da je lahko dejansko pogledala ponovno čez mejo. In takrat je začela odkupovati spet banke v nekdanjih republikah skupne Jugoslavije. In do danes praktično v teh 24 letih, zadnji nakup je bil večji nakup v Srbiji, pa zdaj v Sloveniji seveda reševalna operacija Sberbank banke takrat, smo zdaj ponovno največja banka v Sloveniji, smo med 3 najpomembnejšimi finančnimi institucijami in bankami pa v 5 drugih državah, današnjih državah, nekdanjih republikah Jugoslavije. Imamo največjo recimo bančno mrežo v smislu števila poslovalnic in števila aktivnih strank v Srbiji, po posojilih bomo kmalu tretji. Drugi smo po posojilih recimo in po sistemskih pozicijah v Severni Makedoniji, na Kosovu, v Črni Gori, tretji v Bosni in Hercegovini. Se pravi, smo dejansko se vrnili na to območje skoraj že na podobne položaje, kot smo jih nekoč že imeli. Manjka nam samo še Hrvaška in s tem zaokrožimo v bistvu prisotnost na teh trgih. Podpisali smo novembra pogodbo o nakupu Summit Leasinga, ki je največja leasing družba v Sloveniji. In pa ima tudi hčerinsko družbo na Hrvaškem, se pravi, da bi ponovno, upamo, v naslednjih nekaj tednih dobili soglasje, da lahko potem začnemo spet izvajati leasing aktivnosti na hrvaškem trgu. Morebiti pa sodelujemo tudi v kakšnem postopku že zdaj, da bi pa dodatno utrdili položaj, kupili kako banko, morebiti sedežem v Avstriji, ki pa ima operacije v 6 državah tudi naše prisotnosti in s tem še dodatno ojačali položaj, kjer smo že prisotni in vstopili tudi na hrvaški trg potencialno s banko. Ko sem gledal številke, NLB ima letos boljši donos kot Google. NLB je pravzaprav naš ta paradni konj, najboljši donos v indeksu SBI Top, pravi naš najbolj pomemben blue chip, delniška družba, ki je res naredila izjemen donos. Vem, da ne smeš komentirati cene delnic. Lahko pa komentiram, da še vedno je vrednotena po 4,5-kratniku dobička, kar je še vedno primerjalno gledano relativno nizko vrednotenje. To je za njih kot državni naložbeni nasvet, ampak v bistvu gre v veliki meri za to, da sledimo našim rezultatom, ki so seveda vse boljši in boljši. Na drugi strani je pa po smislu temeljne analize vrednotenje še vedno relativno ugodno. Visoka dividenda in potem ambiciozne napovedi do leta 2030 milijarda čistega dobička. Zdaj si že začel z Avstrijo, z Hrvaško. To je v bistvu ključ do uspeha, ki bi pripeljalo do milijarde čistega dobička na leto za NLB. Mislim, ni nujno to, da ta Avstrija in Hrvaška sta pač mora biti zdaj na mizi, ampak mi izhajamo iz tega, da bi z organsko rastjo na trgih, kjer smo že prisotni, morali dosegati neke stopnje, recimo okrog 8% nominalne rasti na leto, kar se ne sliši tako zelo pompozno. Če izhajamo iz tega, da bo se inflacija gibala nekje med 2 in 3%, če izhajamo iz tega, da bo realna gospodarska rast v regiji više kot seveda v Evropski uniji, ker seveda gre za približevanje na nek način, zapiranje tega razmika, in bo ta rast tu recimo 3% realno, in je to že 6%, ko se štejemo, nominalno,
In če slediš rasti bruto družbenega proizvoda, nominalni rasti bruto družbenega proizvoda je že 6% rast, nekaj povsem pričakovanega. In potem seveda so ti trgi še precej plitki, v tem smislu poglobljenosti finančnega trga, ne? Da še vedno delež posojil gospodarstvu v bruto družbenem proizvodu, delež posojil gospodinstvom v bruto družbenem proizvodu na polovici tega, kar je na najbolj razvitih trgih. Ne? Kar pomeni, da se bo tudi tu približevalo nekim tovrstnim ravnem in se bo recimo ta razmik zmanjševal in bo recimo potem 2 odstotni točki razlike v rasti. Ne? In če samo 2 odstotni točki, ne? Imaš že 8% rast in si v bistvu že z organsko rastjo na obstoječih trgih sposoben priti na nekih 44-45 milijard iz današnjih ravni do konca leta 2030. Obrestni račun dela čudeže. In potem dejansko dodaš eno akvizicijo ali pa nekaj akvizicij, nakupov dodatnih v velikosti tam 5-6 milijard in prideš na 50 milijard bilančne vsote. In če smo zdaj naredili iz 25 milijard 550 milijonov, zakaj iz 50 milijard bilančne vsote, potem če dosegaš nek način 2-odstotni donos na aktivo, na bilanco, ne bi dosegli milijard. Tudi če bomo 850 milijonov, bo banka še vedno vredna 3,5-krat več kot je danes. Če bi pa dosegli dejansko milijardo, bi bila pa vredna približno 4-krat več kot danes načeloma. Po nekih normalnih vrednotenjih, ko takrat ne bi bili, upam, več vrednoteni po 4,5-kratniku, ampak recimo to, kar je primerno za to vrstne institucijo, 7-8-kratniku. In kot rečeno, to ni naložbeni svet, to je pričakovanje. Če bi mi to strategijo dejansko uspešno izpolnili, izvedli, zato je seveda vedno potrebno nekaj sreče. Strategija je raven ambicije, je raven težnje, je neka luč na koncu tunela. Strategija ni še plan, ker se mora izpolniti kar nekaj predpostavk, da jo lahko tudi izvedeš. Ampak se mi zdi to, kar sem prej povedal, da treba imeti neko raven olimpijske ambicije. Ti ne moreš iti na olimpijske igre, prvič, sploh se ti ne uvrstiš, če nimaš te resne ambicije. Drugič pa zlate medalje ne moreš osvojiti, če nisi prepričan, da je lahko. Če si ne postaviš tega cilja, če si tedaj si jasno postavi, jaz bom dirko zmagal in gre tja zmagati. Če ne bi šel že s takim mentalnim pristopom, že s tem ciljem v osnovi, se niti ne bi trudil v tej smeri. Zdaj pa za nas je pa to zdaj nek svetilnik, milijarda, se nam zdi lepa številka, okrogla številka, za to regijo visoka številka. In nam pove, da smo Slovenke in Slovenci lahko tudi zelo uspešni. In da bomo deležni tudi mi tega uspeha, ker imamo 25% in eno delnico Nove Ljubljanske banke še vedno v lasti Slovenke in Slovenci preko Republike Slovenije. In imamo vsi možnost to banko tudi kupovati na trgu in je lahko naša še bolj. In smo mi deležni teh visokih dividend. Mi pričakujemo, da bomo polovico dobička vsako leto izplačevali v obliki dividend. No, to je bilo moje nadaljnje vprašanje. Kako kot vlagatelj recimo dobiš nekaj od tega in to je preko dividend. In z rastjo vrednosti kapitalskega deleža. Z rastjo vrednosti delnice je pričakovano, če seveda dosegaš še višje dobičke. Pričakovano je, da bo potem tudi vrednost deleža rasla, se pravi, imaš oba učinka prisotna. Tako. Ja, in zdaj, ali verjamemo to ali ne verjamemo to, ali verjamemo, da so danes banke upravljanje strani profesionalcev, jaz lahko samo povem, vsak si lahko ustvari svoje mnenje, da v tem trenutku v upravi Nove Ljubljanske banke sedi 6 ljudi, vsi smo karierni bančniki z več kot 20-letnimi izkušnjami. Osebno sem sedel v nadzornih svetih ali na vodstvenih položajih v 17 bankah v 8 državah v 25 letih. Moj kolega, ki je pristojen za upravljanje s tveganji, je karierni član uprav bank za upravljanje s tveganji, deloval v 7 državah, najzahtevnejših, vključno z Romunijo, Madžarsko, Bosno in Hercegovino, Avstrijo in tako naprej. In razumeš, s tem na nek način mislimo, da vemo, kaj delamo. In zdaj vprašanje samo, lahko računamo na dovolj zaupanja ljudi, da seveda nam zaupajo tudi svoje premoženje in s tem seveda skupaj gradimo še uspešnejšo prihodnost za vse. Kako v Sloveniji izboljšati stanje? Zdaj smo govorili o NLB-ju. Kako bi vi, vaša ekipa, recimo, ti osebno vidiš razvoj slovenskega kapitalskega trga? Govorimo o tem, da bi prišli v ta emerging market, trg v razvoju. Tle na podcastu sem se tudi že pogovarjal, zakaj je to pomembno za ljudi, da bi razumeli, od česa bo imel povprečni državljan korist, če postanemo trg v razvoju. Torej, par vidikov je tu pomembnih. Mi smo dejansko država, ki si zasluži status razvitega trga celo. Vse pa je 35 minut tu vožnja do Avstrije in mi ne odstopamo tako zelo, da ne bi bilo in tako življenje v Sloveniji, kakorkoli je na precej visoki ravni. Ne moramo razumeti, kaj se na planetu dogaja. Zdaj, če se primerjamo s Švico, ok, ampak kaj se pa druge na planetu dogaja. V Sloveniji živimo zelo, zelo kakovostno življenje. In smo zelo blizu tega trikotnika, Zürich, Dunaj, München, kjer je kakovost življenja na svetu verjetno najvišja. Pa 1 ura vožnje do stranice tega trikotnika. Se pravi, mi smo tu. In zdaj vprašanje je seveda, kaj pa lahko naredimo še več.
Ne? In imamo v sebi to miselnost. Ne? Mi imamo v sebi to miselnost. To nam dokazujejo športniki. Mi smo 5 najuspešnejšimi državami na svetu po številu olimpijskih medalj na prebivalca. Ne? To samo po sebi govori o tem, kako raven ambicije smo sposobni ustvariti. Ne? In potem s kako strastjo smo sposobni to dosegati. In vse, kar slovensko gospodarstvo v tem trenutku potrebuje, in s tem seveda potem tudi kapitalski trg in vse ostalo, so primerljivi pogoji gospodarjenja. Mi ne zahtevamo ali pa ne pričakujemo nič drugega kot recimo samo kar imajo recimo banke v Avstriji, pa kar imajo gospodarstvo, podjetja v Avstriji, pa kar ima prebivalstvo v smislu davčnega bremena v Avstriji in na Hrvaškem. Zdaj v zadnjem obdobju še posebej seveda se oziramo proti Hrvaški, ker je tudi zelo blizu in ker je postala v vmesnem obdobju izjemno stimulativno okolje. Tam je obremenitev dela bistveno nižja, ampak res bistveno nižja. Zdaj lahko si dajemo vse vrednosti sodbe, ali so moji prejemki na primernih ravneh ali ne, ampak pri moji bruto plači je v Zagrebu 59,5% višje izplačilo, v Čakovcu, ki ima nižji lokalni davek, pa 71,5% višje izplačilo. Jaz izhajam iz Ptuja, kjer je do Gradca in do Zagreba približno 45 minut po avtocesti, 80 km do vsakega, vsi govorimo nemško pa hrvaško. In je za nas relativno preprosto se pozicionirati tudi izven Slovenije. In zdaj, kar potrebujemo, kot rečeno, primerljive pogoje gospodarjenja. In neko resno ambicijo, da bomo kapitalski trg razvijali, da ne bomo odvisni samo od bank, da bomo dejansko preusmerili en del tega denarja seveda v razvoj slovenskega gospodarstva. Pokojninski skladi, recimo hrvaški, so z 9% drugi največji lastnik banke skupaj za Republiko Slovenijo. To pomeni, da je tam več kot 20 milijard prihrankov, ki najdejo svojo pot na kapitalski trg. Vedno več jih je, to smo slišali zdaj na trgu in na borzi. Čigav denar je to? To je denar bogatših upokojencev. To je denar fizičnih oseb. Se pravi, jaz vidim pokojninske sklade kot umesten korak. Ljudje smo konzervativni, se ne odločimo za to vrstno naložbo, ampak pač, če imaš ti zasebnega, kakovostnega upravljavca premoženja, pa mu pač zaupaš en del svojih prejemkov, bo on namesto tebe sprejemal te odločitve in bo vlagal seveda v slovenska podjetja in s tem pomagal pospešiti razvoj slovenskega gospodarstva preko kapitalskega trga. In tu je zdaj seveda, ko govorijo pa o statusu trga, je pa to zelo izjemno pomembno zaradi likvidnosti vrednostnega papirja, delnice, obveznice, česarkoli. Če želiš imeti primerno vrednotenje, se pravi ustrezno, tako ki je pošteno, mora biti instrument dovolj likviden. To pomeni, da nekdo, ki pride v inštrument za relativno večjo pozicijo, se pravi kupi za nekaj več denarja tvojo naložbo, se mora biti sposoben relativno hitro iz te naložbe tudi umakniti. To so osnovni kriteriji upravljavcev premoženja na svetu. In imamo upravljavce seveda, ki se ukvarjajo z naložbami v tako imane mejne trge, frontier markets, in nažalost je tudi Slovenija v tem statusu celo, niti ne v statusu trga v razvoju, čeprav bi se zaslužila status razvitega trga, smo v statusu mejnega trga, kjer se pa v vsakokratnih kriznih razmerah interes in likvidnost radikalno zmanjša. To se je zgodilo zdaj po izbruhu ukrajinske vojne. Recimo, mi pač se srečujemo z vsemi temi investitorji, velik del naših investitorjev, vlagateljev v Novo Ljubljansko banko izhaja iz ravno tega, miljeja investitorjev na mejne trge, frontier markets. Obseg denarja tukaj se je zmanjšal v 2 letih za 90%. Predstavljate si ameriškega investitorja, ki vlaga v sklad, ki vlaga v mejne trge. Zgodi se kriza, pride do popravka v obrestnih merah, ameriška obveznica državna kar naenkrat prinaša 5%. Reče, veš, kaj jaz ne bom tvegal za tistih 10% tam na onem kriznem območju, jaz bom vzel državno obveznico Amerike, tu doma v dolarju, nobenega tveganja valutnega, nobenega tveganja za kriznega, 5%. In denar se začne umikati. S tem se likvidnost še zmanjšuje. S tem se vrednotenja družb, ki so odvisne od tega kapitala, še znižujejo, so še manj poštene. S tem so še manj atraktivne te naložbe za druge investitorje. Se pravi, ključno je, da je vrednotenje pošteno in da je vrednotenje pošteno, mora biti likvidnost dovolj visoka. Statusom trga v razvoju, emerging market statusom, kar naenkrat prideš v nabor vlagateljev v te trge, nažalost je to tako relativno rigidno strukturirano. Če nimaš tega uradnega statusa, potem pač te niti ne pogledajo. Če nimaš dnevne likvidnosti vsaj 1 milijon evrov, te niti ne pogledajo. Tu je pa 100-krat več denarja kot v skladih za mene. V drugem statusu. 100-krat več denarja. In zdaj največji dosežek, ki ga jaz na nek način zdaj presojam pri nas v NLB, je od objave rezultatov za 2023 in napovedi dividende, naša dnevna likvidnost je presegla poprečna 1 milijon evrov. Kar naenkrat se pogovarjajo z nami drugačni
vlagatelji, ki imajo bistveno globlje žepe. Ne? Zato, ker lahko seveda se hitreje omaknejo tudi z pozicije. Oni vedno razmišljajo z tega, kdaj se bom na kak način, kako se lahko hitro omaknem. Ne samo kako lahko vložim. In to potem seveda privede do tega, da je kar nekaj večji interes. Pomeni tega, to privede do tega, da seveda upaš, da boš v neki točki imel pošteno primerljivo vrednotenje, da ne bo tvoje vrednotenje na 4-kratniku dobička, kar je izjemno poceni, ampak boš nekoč dosegel 7-8-kratnik, to, kar sem prej govoril. Ne. Zato potrebuješ ne samo status, ampak tudi neko zgodovino, ne, da si skozi daljše časovno obdobje, 10-letno obdobje, ne, vedno izpolnjeval pričakovanja. In zdaj smo 5 let izpolnjevali, pa presegali pričakovanje, zdaj pa tam konc leta 2030 pa računam, da bomo že 12 let presegali pričakovanje in bomo s tem imeli to zgodovino in pošteno vrednotenje. Da pa dobimo status trga v razvoju, emerging market statusa, potrebujemo pa nažalost, taki so pa rigidni kriteriji, več vrednostnih papirjev uvrščenih v kotacijo, ki imajo večjo tržno kapitalizacijo in dnevno likvidnost. Kriteriji so prisotni. Manjka nam v bistvu zelo malo, manjka nam en tak papir, imamo Krko in NLB. Jaz sem večkrat povedal, da bi bilo ključno za razvoj slovenskega kapitalskega trga, da se tudi infrastrukturni nacionalni šampioni uvrstijo na trg. In zdaj so mi vsi takoj naskočili, še posebej z kakega medija, z ene druge ideološkega pola. Jaz sem tudi levičar v srcu, ampak to ne pomeni, da sem iracionalen, pa da verjamem v socializem. In na nek način je seveda to s tem povezano. Če bi mi uvrstili v kotacijo Ljubljanske borze 25% minus ene delnice, kar pomeni, da ostaja 75% plus ena delnica pod kontrolo Republike Slovenije. To zame ni privatizacija. Ja. To je zame samo zvodenje rasti in razvoja kapitalskega trga in omogočanje slovenskemu prebivalstvu in podjetjem, da vlagamo v lastne infrastrukturne šampione in s tem v bistvu financiramo izgradnjo infrastrukture. Izdajo se nove delnice in se financira tretja razvojna os, recimo DARS. Zakaj ne bi DARS dali 25% minus ene delnice, država ima polno kontrolo za vse statutarne odločitve, dobili milijardo premoženja in s tem sfinancirali tretjo razvojno os. Zakaj ne bi na ta način razmišljali, recimo izdvojimo TEŠ in Premogovnik Velenje, ki itak nimata sposobnosti preživetja, in HSE del, ki je zdrav del, z zdravskimi elektrarnami in vsem ostalim, 25% minus eno delnico uvrstimo na borzo. Romuniji so to naredili za energetsko družbo njihovo. H2O, tako. Likvidnost do trga se je radikalno povečala, čez noč. Pa so samo 20% dali na trg. Zakaj ne bi isto naredili z Gen energijo in z nuklearko? S tem financiramo mi izgradnjo vseh elektrarn na Srednji Savi, financiramo izgradnjo 2 črpalnih hidroelektrarn, pomemben del nuklearke sfinanciramo na ta način. Ampak se mi zdi, to lahko hitro naredimo. To lahko naredimo v enem letu. In ne sprejemam teze, da s tem država kakršne koli vzvode zgublja, lahko tudi statutarno omeji glasovalne pravice, maksimalno 5% posameznikom ali pa povezanim osebam. Vse se da urediti. Model NLB-ja je tak, da ima država 25% in eno delnico, nihče drug, in to je statutu zapisano v mitu in je brez Republike Slovenije, nihče ne more spremeniti, ker nihče ne more spremeniti statuta z manj kot 75%. Je zapisano, da nihče kot posamično ali kot povezana oseba ne more imeti več kot 25% glasovalnih pravic. Tako da bo vedno Republika Slovenija imela največ glasovalnih pravic. To ni bojazen. Kaj je strah tujih vlagateljev? Ti imaš stik tudi z ameriškimi vlagatelji, recimo NLB je tudi na londonski borzi, pravzaprav lahko delnico kupiš prek londonske borze, ne samo preko ljubljanske. Kakšen imaš občutek, česa se bojijo tuji investitorji, ko vidijo neko slovensko družbo? Jih je strah, ne vem, vpliva države, jih je strah, kaj je tista rdeča zastavica, ki jim zasveti? Mislim, 5 let nazaj, ko smo se mi podajali na tako imenovani roadshow, ko smo šli prodajati praktično delnico po svetu, je bilo 45 minut od sestanka porabljenih za to, da smo jim pojasnili, odkot prihajamo. Ker za njih Slovenija ima imaginaren pojem. Zdaj z Dončićem bo lažje. Zdaj Dončić, pa Pogačar, pa ekipa nam malo pomaga. Ampak iskreno zdaj, po 5 letih, je pa zgodba popolnoma drugačna. Zdaj pa so bodisi že investirani, bodisi da so delnico že zmodelirali in razmišljajo v kratkem, da bodo investirali, ali pa so začeli prebirati že analitska poročila. Se pravi, NLB je prišla na radar. In s tem, ko je NLB na radarju, mi trdimo, da smo mi v bistvu na nek način približek celotne regije. Zato, ker če si ti sistemsko pomembna institucija kot banka, v banko centričnem gospodarstvu, v bistvu odsevaš stanje gospodarstva. Ker posluješ z velikim številom gospodarskih subjektov, podjetij in gospodinstv. In s tem si v bistvu odsev utripa in stanja tega trga.
In če ti zastopaš 6 trgov, si v bistvu proksi, neke vrste, približek, za celoten trg, za celotno regijo. Zato jim zdaj mi skušamo razložiti nakup NLB-jeve delnice, je v bistvu nakup indeksa regije praktično. Ker mi seveda posojamo denar različnim panogam, mi smo v bistvu neke vrste indeks, kot banka. In je to za njih zanimivo. Po drugi strani pa seveda je pa za njih ključni kriterij predvidljivost. Predvidljivost v davčnem sistemu, predvidljivost v pravnem okolju. In tu pa imamo seveda v zadnjem obdobju zelo velike izzive. In v zadnjih 5-6 letih recimo. Že prej nismo sloveli ravno po nekem stimulativnem davčnem okolju. Zdaj pa se seveda sprejemajo ukrepi ad hoc, tudi že prej, ne zgolj v zadnjih 2 letih. Recimo okrog pravnih tveganj povezanih s posojanjem kakšni valuti, pa o tem, kaj z nadomestili, pa z razsodbami za nazaj, retroaktivno veljavnimi, kar je vzamem po definiciji protiustavno. Se pravi, ni bil samo ta dodatni davek po ujmi. Že recimo, kako se dopredeljujemo do posojil v švicarskih frankih in podobno. Na kak način se pavšalno v sodnem sistemu sprejema odločitve, brez ustreznih utemeljitev praktično in tako naprej. Je za vlagatelje izjemno stresno. Če pa seveda se hkrati povečuje obdavčitev tako dela kot dobičkov, kot še česa tretjega, in kapitala, in dividend in vsega ostalega. Na drugi strani imaš pa vse, če bi to ne bilo izolirano, bi to bilo vse sprejemljivo. Ker pa seveda imaš pa v isti regiji države uro vožnje stran, kot je recimo Republika Hrvaška, kjer je seveda obdavčitev tako dela, kot kapitala, kot premoženja, kot dobičkov drugačna, pa seveda zelo hitro nekdo, ki sprejema odločitev v Londonu ali pa Berlinu, začne tehtati te stvari. Kaj pa tamle dol, poglej. Začne tehtati te stvari in kar me začelo me resno skrbeti. Ena stvar so multinacionalke. Mi smo vedno imeli močno odklonilno odnos do tujega kapitala. To je dejstvo. Če ste poslušali naše profesore, eminentne profesore iz ekonomske fakultete, pravne fakultete, so se precej kategorično, negativistično opredeljevali do tujega kapitala. To so bili profesori ekonomije, kar je za me še posebej zanimivo. Zdaj pa se mi zdi, da se je začelo dogajati, da pa so slovenski lastniki kapitala, že na podlagi tega nenehnega črnjenja, kapitalizma, podjetništva, uspeha v končni fazi, neprivoščljivosti, zavisti. Mi privoščimo kot rečeno športnikom vse, podjetnikom nič, pa so v globalni bitki na trgu. To je šport zame, čista analogija s športom. Imaš globalno konkurenco. To, kar ti v Sloveniji lahko prodaš, proizvedeš v 2 tednih, kaj pa ostalih 50 tednov, moraš prodajati zunaj. In tam je krvavo. Da moraš biti konkurenčen. In da si lahko uspel, si se moral dokazati. So redke izjeme, ki so uspele z mahinacijami, pa špekulantskimi posli, ampak nekdo, ki je dejansko z industrijskim nekim proizvodom uspel v globalni konkurenci, je zame zvezda. Je zame zvezda ranga Roglič. In zdaj kaj? Pa je zdaj ga moramo očrniti, ali zdaj moramo to pobrati, ali pa dati nekam, neki nevladni organizaciji, ki bo zaustavila izgradnjo naslednje hidroelektrarne. Mislim, kam gre ta stvar? Nismo otok. Mi smo majhno odprto gospodarstvo, ki mora biti mednarodno konkurenčno. Enostavno preprosto mora biti mednarodno konkurenčno. Sicer ne more uspeti. Ne more uspeti. In zdaj se mi zdi, da so se sprejemali ukrepi, ki seveda vsak posamično, parcialno zmanjšujejo mednarodno konkurenčnost in manjka nek sistemski pregled nad vsemi ukrepi. Kje pa so tisti drugi, ki pa to uravnotežijo, uravnovesijo, da bo se pa konkurenčnost kljub vsemu izboljševala. Zdaj, kar še bega, so recimo selektivni ukrepi, panožno selektivni ukrepi. Nekatere panoge se selektivno dodatno obremeni, nekatere panogam se selektivno dodatno da spodbude. Zakaj? Zakaj ne generalno? To je vedno mejno področje, to je vedno potencialno ustavno sporno področje, ker gre za diskriminatorno obravnavo. Zakaj v Sloveniji tudi ne premoremo razmisleka, da predpostavke nikoli niso statične. Če mi razbremenimo delo, seveda bomo imeli upad v proračunu prehodno obdobje, ampak nihče se ne vpraša, kaj se bo zgodilo z ekonomsko pobudo, z splošno ravnjo gospodarske aktivnosti čez 2 leti. Zato, ker bomo enostavno konkurenčnejši za talente. Mi bomo bistveno konkurenčnejši za talente. Govori se o koliko je praznih stanovanj, pa obdavčimo prazne stanovanja. Pa dajmo Airbnb obdavčiti dvojno, pa dajmo, oziroma kratkoročno najeme, da enega leta obdavčimo dvojno, oddajanja najem
Za več kot 2 leti pa razpolovimo davek in bomo stimulirali samodejno uravnovešanje trga, da bodo ljudje imeli interes dolgoročno oddajati najem. Se pa nekdo stuja, ki pride študirati v Ljubljano, ne more biti stanovanja po normalni ceni. Vsega ni. Dajmo spraviti stanovanje na trg. Tam pa je res neravnovesje. Tega treba nihče ne loti. Dodatno bremeni delo je najlažje. Najhitreje tudi, temu daš gor. Ampak zmanjšuje konkurenčnost. In pri nas se vse primerjave nažalost končajo pri povprečni plači oziroma 5-kratniku povprečne plače. Tu vsem nam seže domet razumevanja konkurenčnosti, ker ne privoščimo nikomur več kot to. To so zame plansko-gospodarsko-socialistični načini vzorci razmišljanja. Zakaj Dončiću privoščimo 350 milijonov, kar je 1000-krat več, kot zasluži igralec Olimpije, tu pa trdimo, da predsednik vlade ne more zaslužiti več kot 4000 evrov. Mislim, upravlja pa s 16 milijardnim proračunom in z našo usodo, v smislu konkurenčnosti in kakovosti našega življenja in pogoje gospodarja naših podjetij. Trdim, da bi predsednik vlade moral biti plačan primerljivo kot najbolje plačan menedžer v državi. In tudi variabilno. Če so cilji države presegani, tudi dodatno nagrado. Kako boš drugače stimuliral nekoga, da se tega loti na tak način? Ambiciozno, olimpijsko. Smo pa ambiciozni, to vidimo v športu, bi bili lahko, v razvoju umetne inteligence. Zdaj, ko gledamo neke finančne trge, delniške trge, vidimo, da pravzaprav 5 podjetij, ki se ukvarjajo z umetno inteligenco, je tisti paradni konj, ki vleče delniške trge tudi gor. Poleg recimo uspešne finančne sektorja bi lahko imeli tudi kaj takega, tehnološkega ali pa kje drugje. Kje vidiš še razvoj recimo? Absolutno. Gledajte, slovenski inženirski kadri so izjemno kakovostni. Ne govorimo samo seveda o informatikih, ljudje, ki se danes ukvarjajo z umetno inteligenco, govorimo o energetikih, o elektrotehnikih, o strojnih tehnikih. Slovenija sodi med 4 najbolj industrializirana in raznolika gospodarstva v Evropi. Tega se ljudje ne zavedajo. Naša substanca izhaja še vedno iz pomembnega dela industrije, industrijske proizvodnje. Seveda se digitalne storitve v veliki meri zdaj pripenjajo k temu, ampak mi bomo še vedno proizvajali stvari. To, da se zdaj seveda Evropa v veliki meri naslanja na Kitajsko in da smo primarno proizvodnjo selili na Kitajsko, nas bo dolgoročno seveda veliko stalo. Danes je Kitajska že pri 64 ključnih tehnologijah, pri 53 vodilna, pri 11 pa druga za ZDA. Evrope pa ni več nikjer. Mi se ukvarjamo samo s svoboščinami in pravicami, ne pa kdo bo delal. Mi bi delali 30 ur, pa se zabavali, pa ne bi imeli otrok. 1,5 otroka na družino seveda pomeni negativno spiralo in umirajočo družbo. In samo vprašanje časa, kdaj bo padla medgeneracijska pogodba, ali v 10 letih, 20 letih. Gre pa v to smer. In gre v to smer. In zdaj se mi lahko slepimo in bomo ta zapitek bojo naši otroci plačevali, ali pa začnemo sprejemati strukturne reforme. Resne strukturne reforme. Demografski prehod bo še večji izziv kot zeleni prehod. Radikalno večji izziv. Nas so polna usta, da bomo vsi električne avte vozili, kdo bomo pa otroke? Odkot bojo prišli tisti, ki bodo seveda nam pomagali, da bomo preživeli na stara leta? Zdaj prihaja iz Azije, v Hrvaškem je že 180 tisoč ljudi, iz Nepala, Filipinov, Indije in Pakistana, Bangladeša. Pri nas bo enako. In to provocira v zadnjem obdobju malo ljudi. Se zavedate, da bo v Retečah pri Škofji Loki na mesto po goveji župci na ulicah dišalo po kariju. In tako bo, če ne bomo imeli seveda otrok. Enostavno ne zdrži medgeneracijska pogodba. Vse več je starejših od 65 let, vse manj je mlajših od 20 let. Število žensk v rodnosti, recimo v obdobju od 15 do 45 let, se je v zadnjih 20 letih zmanjšalo za 18% v Sloveniji. 18%. Lani je bilo rojenih najmanj otrok po letu 1928. Manj kot 17 tisoč. Mi bomo potrebovali 20 leti 250 tisoč ljudi od zunaj, če se bo to nadaljevalo. Kaj pomeni 250 tisoč ljudi od zunaj za to družbo? Da se mi tega zavedamo. Imamo odprte glave in srca dovolj, da se bomo s tem soočali. In smo v eni fazi komoditete, o Evropi govorim. In je to fenomen razvitih družb. Južni Korejci imajo zelo podoben fenomen, imajo celo 1,1 otroka samo. Se mislim, da tudi celo Kitajcem Kitajci že tudi, samo njih je še vedno tako zelo veliko. Pa tam so kljub vsemu standard socialne države drugačen, tam ne grejo starejši v domove za ostarele, tam so doma. Mi se bomo pa morali navaditi na to, da bomo mi skrbeli za naše starše doma in upali, da bodo naši otroci za nas. Medgeneracijska pogodba bo padla v smislu oskrbe za ostarele in zdravstvene oskrbe. Padla bo. Enostavno ne bo dovolj ljudi, da bi lahko nas oskrbovali. Roboti nas ne bodo mogli. In tudi umetna inteligenca nam pri tem ne bo zelo veliko pomagala. O tem govorim. Seveda Slovenija je lahko konkurenčna v celotnem ustroju tega, kar je pomembno za to civilizacijo.
Ne zgolj v razvoju digitalnih storitev, ampak tudi še vedno klasične proizvodnje. Ampak zato potrebujemo seveda talente, ki so sposobni te proizvode, storitve, rešitve razvijati pri nas. Mi smo primorani dejansko se posluževati že kadrovanja zunaj in to počnejo tudi veliki sistemi. Od velikih informacijskih družb, globalnih, vprašajte jih, koliko bodo zadržali srednjeročno kapaciteto v Sloveniji. Vprašajte jih. Zaradi davčnih obremenitev. Ja, vprašajte šefe Microsofta, IBM-a, Googlea in podobno. Ne. Seli se to v Srbijo, seli se to na Hrvaško. Imamo v Srbiji v tako imenovani družbi NLB Digit, naši terenski družbi, že 100 informatikov zaposlenih. 100 sistemskih inženirjev. 100. V 2 letih. V Sloveniji jih je zelo težko dobiti, zato ker jih joint sistem malo proizvaja, potrebe so pa zelo velike. Potem pa tudi stopi seveda v spredje nagrajevanje, kot jih zelo težko nagradiš. Primerljivo, ker je obdavčitev dela tako visoka. Vse bruto plače so precej solidne v Sloveniji, samo od neta pa ne ostane veliko. Vse primerjave se končajo na tem 5-krat povprečju, kjer smo še konkurenčni po priprečnih plačah, 5-kratniku smo manj, ampak zakaj se končajo primerjave pri 10 000 bruto? Naj mi to nekdo razloži. Zakaj se ne končajo pri milijon bruto? Ali pa 10 milijonov bruto? Zato, ker seveda najboljše plačani menedžeri in uspešni poslovneži po svetu so plačani milijon plus. Tam je pa razlika. Do 100% v neto izplačilu. Pri istem bruto strošku za banko. Oziroma za podjetje. 2-krat več neto dobijo tam kot tu. Pa ni treba iti zelo daleč. Na Češko, v Srbijo, na Hrvaškem, kot rečeno, pri moji ravni 71,5, če greš pa še više, ker imajo kapico na prispevke, pa prideš tudi hitro na 100%. Razlike. In s tem mi teh talentov ne bomo pritegnili. In zdaj seveda mi se lahko rečemo, vse si itak ne zaslužijo, zakaj bi pa nekomu plačal 100 €? Ja, vse ti ni treba, samo potem ne boš šampion globalno. V razvoju umetne inteligence. Pa imaš, kar imaš. V razvoju umetne inteligence pa sploh. Ti ljudje stanejo 500 000 na leto. Ne, manj. In če seveda jih nisi sposoben primerljivo plačati, oziroma tebe za isti prispevek stanejo krat 2, si jih ne moreš privoščiti, ker nisi konkurenčen s končno ceno produkta, ki ga ponujaš. Če je tvoj vhodni strošek za tiste, ki so razvijalci in tu je strošek razvijalcev je najvišji strošek, se oprema ni tako grozno draga, koliko so ti ljudje. Če ravno pri umetni inteligenci tudi oprema ekstremno draga, ker moraš imeti ekstremno procesorsko moč, pa ogromno porabo energije in tako naprej. Niso to trivialne stvari. Sicer pa umetno inteligenco jaz jemljem kot nekaj, kar bo postalo samo po sebi umevno in bomo znali to uporabljati kot nek instrument, kot orodje, da bomo lahko hitreje prihajali do informacij, hitreje sprejemali odločitev, nikoli pa ne bo nadomestilo nas. To je spominja na internet, tisto obdobje. Internet je bilo obdobje, tudi zdaj. Poglejte, napišeš post na LinkedInu in spodaj ti že napiše, če ga želiš izboljšati z AI-jem. Se pravi, umetna inteligenca bo postala enostavno del našega vsakodnevnega delovanja, tako kot je internet. Ne bo pa še vedno sprejemalo odločitev, zato ker to ni nič drugega kot samo povzemanje tega, kar je itak že nekdo zapisal. To je orodje. Če temu delegiraš odločitve, je lahko zelo, zelo nevarno, ker še vedno bodo prisotne halucinacije, ker še vedno bo s tem nekdo poskušal manipulirati. In bo seveda tudi treba to jasno regulirati, kaj je dovoljeno, kaj ni dovoljeno. In kje je tu zaščita intelektualne lastnine in tako naprej. Globalno vidimo pa napetosti, ravno recimo Tajvan. Tajvan je eden od glavnih proizvajalcev polprovodnikov, ki jih recimo tudi Nvidia uporablja v ZDA in vidimo geopolitične napetosti. Da je tega strah. Smo nekje na razkolu neke nove svetovne ureditve med BRICS državami in Zahodom. Jaz se ocenjujem stvari, vedno skušam z dovolj distance ocenjevati. Zavedati se moramo 2 stvari. 2 najstarejši nacionalni državi na planetu sta Iran in Kitajska. Znanje, na nek način strukturirano znanje, s katerim se je človeštvo začelo spopadati s nekimi modeli, matematičnimi algoritmi in tako naprej, je se začelo kje? V Perziji praktično, Mezopotamiji, Babilonu. Se pravi, to je v bistvu srce civilizacije. V smislu intelektualne kapacitete. Potem pa seveda Kitajska skozi celotno zgodovino razvijala vse ključne izume. Evropa je bila do praktično izuma pare, kmetijsko področje, kjer smo se cel čas prepirali. Kaj smo pa posebnega, prebojnega razvili. In se na nek način to 200-letno obdobje prevlade Evrope pričakovano končuje. Po drugi strani si pa tudi zaslužimo, da si končuje, zato ker smo pač na starem denarju sloneči razvajenci,
ne, začeli razmišljati, kako več ne bomo delali, pa samo še zabavali in se ukvarjali samo s svoboščinami. Ne. Z druge strani imate pa konfucijansko logiko, ko je najprej skupno dobro, pa potem skupno dobro, pa nekje na koncu jaz, pa našo razvajansko logiko, jaz, moja družina, potem pa morda družba. Ne. In to nima svetle bodočnosti. Mi smo pred 15 leti bili večje gospodarstvo od ameriškega, govorimo o gospodarstvu Evropske unije. Ne. Po 15 letih smo tretjino manjše gospodarstvo od ameriškega. Ne. Projekcije kažejo, da čez 25 let bo imelo kitajsko gospodarstvo recimo 100 enot, v smislu bruto družbenega proizvoda, indijsko 97, ameriško recimo 60, evropsko pa 30. Kaj pomeni 30 proti 200 Kitajske in Indije? Ampak tako je zgodovinsko bilo. Ne. Mi smo imeli kot rečeno 250 let prevlade, ki je slonela na tehnološkem preboju. Ne. Zdaj pa od 64 ključnih tehnologij so Kitajci že vodilni pri 53, pri 11 so pa drugi, tam so pa prvi Američani. Evrope ni več nikjer. Pa misliš, da nam bo padel standard ali da bomo obdržali ta standard? Ne? Kljub temu Ja, vsako premoženje ima omejitve. pedigreju, ne. Treba ustvarjati novo vrednost. Ne. Za ohranjanje tovrstnega obsega pravic, ne, ob praktično stagniranju, ne, se pa nemško gospodarstvo ne raste. 0,5%. Ne raste. Se pravi, mi imamo omejen domet v smislu razpoložljivih sredstev. Imamo pa pričakovanja za še povečevanje obsega pravic. Ne. Pa vedno več upokojencev v primerjavi z vedno manj delovno aktivnih na dolgi rok. To, kar se zdaj dogaja, da imamo seveda veliko število delovno aktivnih, je seveda s priseljevanjem povezano. Ne z demografskim trendom Slovenk in Slovencev. In potem tu nastopijo seveda sociološki izzivi, asimilacijski izzivi in tako naprej. Ne. Ljudje, ki so prihajali iz nekdanjih skupnih republik, se učinkovito, hitro asimilirajo, zato ker seveda jezik ni problem, kulturno smo si blizu, 2 uri vožnje, uro vožnje, karkoli. Ko nekdo pride s popolnoma drugačnim, religioznim, kulturnim, prehranjevalnim, zato provociram skarjem in drugim zaledjem, je to nekaj drugega. Jaz to sprejemam, ampak poprečen Slovenka Slovenca pa nisem prepričan, da tako z lahkoto. Se ne tako kratkem času, ne. Dolgoročno bo pa to neizbežno. Brez njih pa smo itak v usihanju, ker tega premoženja bo nekoč zmanjkalo za pokrivanje teh pravic. In mi smo nekonkurenčni v globalnem kontekstu. Mi se ukvarjamo samo s pravicami, primarno proizvodnjo industrijsko smo prenesli drugam, informatiki sanjamo, ampak kdo so ključni nosilci umetne inteligence in tehnoloških rešitev na tem svetu? A imamo kako evropsko podjetje slučajno? Imamo na Nizozemskem ASML, recimo, Okay. če je del. Kaj pa Big Five ameriških, pa Tencent in ostalo, pa Ali in drugi in WeChati na kitajskem? Kje je kak evropski šampion v digitalnem svetu? Ja. Ga ni. Za seveda Slovenci smo lahko v biotehnologiji, to se zdaj poskušajo fantje en grozd narediti, pa v tem automotive grozdu, če bo še ostalo kaj v Evropi avtomobilske industrije, če bomo šli po specialno elektrifikacijo, bo nas Kitajci itak povozili, ker je 90% nabavne verige tam, ker smo vse outsourcali tja in nimamo nobene kontrole več na to nabavno verigo. Nemški model je slonel na poceni energiji iz Rusije, zdaj pa kupujemo dražjo energijo čez oceane. Čez lužo, ja. In orožje. In gradimo odboj slovenskega gospodarstva na obrambni industriji. Dajte, leto 2024 smo priče obračunu hegemonov za prevlado. Namesto trajnostnemu razvoju, ki sloni na sistemskem razmišljanju in multilateralizmu, da se končno poenotimo na tem majhnem planetu, da se ne bomo več streljali, ampak da bomo skušali delovati v smeri, da bomo seveda imeli vzdržno, trajnostno naravnano neko demografsko sliko in gospodarsko sliko. Se verjamem, da je to izjemno težko in verjetno so to sanje. Ampak to, da se še vedno streljamo, leta 2024, je pa popolnoma absurdno. Ja. In te grožnje Predstavljajmo si, seveda smo primorani, zdaj smo Evropejci dejansko primorani o tem razmišljati, da zgradimo morebiti celo lastno obrambno bazo. In mora iti ogromno denarja zdaj v obrambo. Nažalost. Ampak si predstavljava polovico tega denarja investiranega v trajnostni razvoj. Mi smo zeleni jutri, kot planet. Ja. Če vse, kar vlagamo v obrambo, ker se pač nehamo iti igre, kdo bo močnejši in ne vem kaj, vložimo v trajnostni razvoj, v zmanjšanje porabe energije in proizvodnje energije z obnovljivimi viri, neko splošno blagostanje, vse v 20 letih, vse smo videli, kaj se je v koroni zgodilo. Kar nekaj je bilo nebo nad Kitajsko čisto, pa laguna v Benetkah, popolnoma prozorna, neprosojena. Se da.
Da se, potencial vsekakor je. Je kakšen strah pred neko novo krizo, bančno recimo? Vidimo, dolg v ZDA je zelo visok, je pa volilno leto, nekako se ne pričakuje, da bi se letos lahko karkoli Ne, bančna kriza je povezana z splošno ekonomsko krizo. Zdaj, da bi samo banke zašle v krizo zaradi lastnih napačnih odločitev, ta verjetnost se je vse v Evropi radikalno zmanjšala. Zato, ker se je regulatorni okvir in nadzorniški okvir tako zaostril, da so zahteve po kapitalu bank, da so zahteve po likvidnostnih količnikih bank, da so dejansko sprotna spremljanja vseh praktično prevzemanj tveganj strani bank, tako striktno nadzirana za strani Evropske centralne banke, Evropskega bančnega organa in tega Single Resolution Boarda, odbora za reševanje, da je to skoraj nemogoče. Seveda je pa mogoče, če bi nam kolapsiralo pa pred očmi gospodarstvo in bi zato banke kar naenkrat imele ponovno delež slabih posojil. Ker bi zaradi napačnih odločitev gospodarskih subjektov v masovnem nekem merilu prišlo do težav. Zdaj, ko govorimo o Sloveniji in regiji konkretno, vidimo, da so slovenska podjetja na agregatni ravni med najmanj zadolženimi v Evropi. Pravi, delež dolga v njihovih rezultatih, tako prihodkih kot v končni fazi rezultatu, delež razmerja dolga in denarnega toka, je med najugodnejšimi v Evropi. Če pogledamo slovenska gospodinjstva, velja enako. Delež posojil gospodinjstvom je v deležu v bruto družbenem proizvodu med najnižjimi v Evropi. Se pravi, mi smo relativno nizko zadolženi. In tudi krizna obdobja na ta način lahko zdaj lažje obvladujemo. Če to primerjamo analogno z obdobjem 2008, takrat smo bili kot gospodarstvo radikalno zadolženi, takrat smo imeli 20 milijard dolga podjetja, danes ga imajo 14, pa imajo trikrat več prihodka pa dobičkov. Danes, takrat, tako je. Gospodinjstva pa enako. Gospodinjstva pa seveda so obseg stanovanjskih posojil se je povečal, potrošniških niti še ni, oziroma je tu nekje, prejemki gospodinjstva so pa se bistveno povečali v zadnjih 15 letih, ampak bistveno povečali. Je to breme tega dolga bistveno manjše. Zdaj tudi inflacija, inflacija seveda pomeni določen pritisk, če se imel variabilno obrestno mero na posojilu stanovanjskem, ampak v zadnjih 4 letih so samo nova posojila praktično skoraj s fiksno obrestno mero. Celo zgodovinsko najnižjo. V 600-letni zgodovini najnižjo. Ta dolg ni breme, še več. V inflacijskem obdobju glavnica ostaja nominalno enaka, kar pomeni, da realno vrednost izgublja. Breme tvojega dolga realno pada. Pri fiksni obrestni meri pa sploh z inflacijo. In tisti, ki pa nimajo fiksne obrestne mere, variabilno obrestno mero, pa na drugi strani se to uravnotežuje na eni strani za korekcijo realne vrednosti glavnice, na drugi strani pa dejansko z rastočimi prejemki, ki v času inflacije pa prejemki tudi rastejo. Tako da je breme dolga tu relativno manj problematična kategorija v sedanjih razmerah, ob tako nizki stopnji zadolženosti. Seveda imate vedno izjeme, pa seveda imate vedno nekoga, ki izgubi zaposlitev, pa zboli, pa zaradi napačnih odločitev, ali pa ljudje se zadolžijo nekateri, ko sem prej omenila za piramidne igre, pa z naložbe v kriptozapise, recimo. Ljudje so imeli posojila, da so vlagali v kriptozapise. Fino, zdaj, a bi jaz to naredil nikoli, Tistih 10%, ki jih lahko pozabiš, na način, da tudi če jih povsem izgubiš, nimaš problema, morda, ampak ostalo pa nikoli. Ne sme biti to sistemsko vodilo v življenju, da toliko veliko tvegaš. Seveda. In Slovenci ne tvegamo tako veliko in slovenska podjetja še posebej so se po prejšnji gospodarski krizi, finančni krizi, v smislu svojega pristopa k dolgu povsem spremenila. Zdaj res pretehtajo 6-krat in raje odložijo kako naložbo, kar je spet mora biti celo prekonzervativno in je v smislu ohranjanja konkurenčne sposobnosti ob odboju po vojni, ko se enkrat spostavijo kljub vsemu mirne razmere, se čuna, da bo prišlo do nekega odboja in takrat bi morala slovenska podjetja biti takoj na polici, oziroma takoj za mizo za konkurenčno ponudbo in se mi zdi, da morda celo vlagamo premalo za ohranjanje konkurenčne sposobnosti oziroma povečevanje konkurenčne sposobnosti in s tem dodane vrednosti, da bomo dvigali kakovost, da bomo lahko dosegali primerljivo ceno oziroma da bomo dosegali pač zadovoljive kriterije donosnosti in denarnega toka. In zato potrebujemo pa, kot rečeno, primerljivo konkurenčno okolje. In tega v Sloveniji v tem trenutku nažalost nimamo in se pod mizo dogajajo stvari, ki še niso zaznane na agregatni ravni, da se sedeži družb slovenskih lastnikov začenjajo seliti iz Slovenije. To je kot ena glavnih stvari, ki treba torej ustaviti, da se izboljša, kot smo uvodoma rekla, finančno stanje tako posameznika. Ja, samo da zaključim to tezo, sedež družbe je izjemno pomemben.
To, da ima družba sedež v Sloveniji, pomeni, da ima njeno vodstvo večinoma središče uresničevanja življenjskih interesov v Sloveniji, ima drugačen odnos do družbe, tudi v smislu podpore družbenim podsistemom, ki so te podpore potrebni. Odlično. Blaž, hvala lepa, ker si vzel čas. Dolgo smo že tole debato imela zdaj, tako da upam, da še kdaj prideš, da bova imela lahko nadaljevanje tega, morda do takrat, da se že kakšne pozitivne spremembe tudi zgodijo na finančnem trgu. Najlepša hvala za povabilo, z veseljem. Spoštovani, hvala lepa tudi vam za pozornost. Spremljajte nas naprej vsak ponedeljek, kjer pripravljamo finančne novice. Ob torkih jih objavimo tudi na 24ur.com in ob četrtkih z zanimivimi gosti v finančnem podcastu. Prijeten in uspešen teden še naprej. Nasvidenje.